Jaz sem dopolnitev Damjanovih rok, ne? On pa v bistvu nadomestek mojih oči. Najina hendikepa midva jemljeva kot darila. Kot darila, kot priložnosti za rast. Kot učenje. Vsak dan se učimo in nikoli se ne bomo nehali učiti. Ko sem se učil pet, pa sem našel seveda Mastermind Akademija, hipnoza. Sem se odločil res za hipnozo in to je bila pač res ena najboljših odločitev, dejansko. Marsikaj je bilo lažje po delavnici hipnoze. Hipnozo sem potem uporabila tudi pri samem porodu in ko se je hčerka rodila, se je rodila tako umirjena. Mi pravimo hipnodenčica. Ja. Če verjameš, da zmoreš ali če verjameš, da ne zmoreš, v obeh primerih imaš prav. Ko sem brala Damjanovo predstavitev, ki jo je pač sam napisal, se mi je zdelo, kot da berem svojo zgodbo, kot da berem samo sebe. En tak občutek, kot da se je zdaj zapolnil en del mene, ki je pač prej toliko let spal. Ti si se bal, da če bi ona videla, da ji ne bi bil všeč. Lep pozdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta oziroma podcasta Strategije odličnosti. Hvaležen, vesel, da ste ponovno z nami. Vabim vas, da všečkate, delite, tudi komentirate vsebine podcastu, ki jih pripravljamo. Danes sta z nami dva čudovita človeka, Anja Pustak in Damjan Planar. Sta pevca, partnerja, starša in predvsem dve osebi z velikim srcem, čudovito dušo in obema izrekam eno res toplo dobrodošlico. Lep pozdrav. Bravo. Hvala, da ste se odzvala temu našemu vabilu in dajta z nami iz publiko deliti, kako sta se sploh spoznala, kako je ta vajna ljubezenska zgodba dobila začetek. Verjetno najboljše, da začnem. Drži. Lahko začnem z tem, da sem 17 let bil poročen. In potem je prišla ločitev. Bila to zato zelo lepi časi in vse lepo in tudi lepo sva šla narazen, sva se vse dogovorila in tudi danes sva v super odnosih. In takrat po tisti ločitvi, mislim, koliko se pač spomnim nazaj, bi se recimo jaz lahko zaprl, ne, pač mogoče lahko še omeniš, ne, pač najine, kako bi rekel, jaz sem hendikepiran od rojstva, imam artrogripozo, kar pomeni, da rabim pomoč pri vsakodnevnih opravilih, se pravi pri hranjenju, oblačenju, higieni osebni. Pač v tem, Anja pa... To od rojstva že? Od rojstva, tako ja. Anja pa je slepa od rojstva. Tako? Torej ti si v bistvu, čeprav razumem, takoj po rojstvu v bistvu Anja oslepela, je tako? Ja, jaz sem dejansko oslepela pri svojih 3 mesecih. Jaz sem se predčasno rodila, torej 6 meseci in pol, potem pa sem bila v inkubatorju in ko sem se rodila, je izgledalo, kot da se je rodil čisto zdrav otrok, videč, vse normalno, ampak potem naj bi mi v bistvu v inkubatorju poškodovali očesna živca, ker v tistih letih, pač tam v letu 96, niso mogli točno določiti, kakšna mera tega kisika, ki pride v telo, pač zadošča novorojenčku. In s tistim so meni dejansko očesna živca poškodovali in na tak način je v bistvu prišlo do slepote. Druga verzija tega pa je, da naj bi pač moja mama prebolevala toksoplazmozo v času nosečnosti. Tako da 2 verziji tega sta. In v bistvu jaz nekje pri 3 mesecih mojih so mi določili slepoto, ja. Tako. No, vse iz tega, da nadaljujem, ne, pač. Mislim, že kako bi rekel, v srednji šoli in tako dalje, ne, pač pri puncah, ne, je pač malo je to predstavljalo kot ovira, na primer, ne, in če nadaljujem pač to, da sem se ločil takrat, bi lahko
šel v kaj zdaj, ne, zdaj bom sam ali ne vem, bi lahko šel v neko žalost, koliko sem se odprej poznal. Ampak nekaj je preskočilo v meni in sem začel iskati, ne vem, najprej sem se vprašal, kakšne izzive, kakšne strahove imam, ne, naprimer. In to je pač bil ta največji, je bil moj takrat pred nastopanjem, ne. In to je tudi pač v osnovi, da spoznavam nove ženske, na nek način moraš nastopati. In sem rekel, evo, če to premagam, potem bo tudi lažje, naprimer, ljubezen žensko najti, kakorkoli, ne. No, in potem sem začel se učiti peti. Seveda je to bilo na začetku strašno, grozno, niti pred učiteljico nisem upal zapeti prvo uro. No, potem sva to skupaj nekako prebrodila. V tistem času, ko sem se učil peti, pa sem našel seveda Mastermind Akademija, hipnoza in da pomaga pri tem, pri vseh izzivih in tako naprej. In sem vprašal tudi učiteljico petja, ki je bila slučajno tudi malo prej tudi asistentka. In je rekel, ja, seveda, to pomaga. In takrat sem se odločil res za hipnozo in to je bila pač res ena najboljših odločitev, dejansko. Dejansko, kaj sem tam vse dobil, mislim, to je težko opisati. Najprej v smislu pač, ne, da, ne, to je pač hipnoza, greš pa, ne, sam sebi govoriš lepe stvari, ampak dejansko je vse mnogo več, ne. Sošolci dobiš, ki ti pomagajo, celo sošolka mi je dala prvi nastop, spodbujajo, bodrijo, ti si me potisnil na oder. In mislim, da je to edini pravi korak, ne, da te nekdo nekam potisne, ker na začetku, ne vem, če bi upal sam stopiti na oder, ne bi upal. Pa se je še zgodil kvantni preboj, ne? Ja, sej, potem sem začel nastopati, sem že dobil prve nastope, sem se veliko učil petja in pač biti na odru. Dobro, sej, malo treme še vedno prisotne, mislim, da pri petju celo malo pomaga. Ja, potem pa konec leta si imel še kvantni preboj. Ja, to je dogodek, ki ga imamo vsako leto, ob zaključku leta, da se pripravimo na novo leto. Tako je. In dejansko v zelo podobnem času, tudi isti čas, sem bil povabljen na dobrodelni koncert, zaradi tega, ker je videl posnetek, ko sem pel pri tebi. In je rekel pač, da zelo rad da mladim pač upam takim pač kot nastop. In sem bil povabljen na dobrodelni koncert, kjer pa, ko sem prišel, je tam Anja celo vodila, me tudi napovedala, in dejansko praktično sva se spoznala prav na odru. Bravo. Ja, dejansko je res. Jaz sem takrat vodila koncert in tudi pela obenem, tako da sem bila v dveh vlogah, in v vlogi glasbenice, pevke in v vlogi voditeljice. In če se samo spomnim takrat tistih dni, moram reči tam nekje en dan pred koncertom, to je bil en večer pred koncertom, sem dobila predstavitev vseh nastopajočih, ne, tako kot zanimivost, če izpostavim. Nikoli se mi še to ni prej zgodilo, ampak recimo spomnim se, ko sem brala Damjanovo predstavitev, ki jo je pač sam napisal, se mi je zdelo, kot da berem svojo zgodbo, kot da berem samo sebe. En tak občutek, kot da se je zdaj zapolnil en del mene, ki je pač prej toliko let spal. In mi je bilo dovolj, da sem prebrala samo enkrat. In potem na koncertu sem ga predstavila na način, kot da bi ga poznala celo življenje. Tudi meni se je zdelo. Mislim, kot da me že pozna celo življenje, tako me je predstavila, ne. Tako pogledal, okej. Jaz sem v tistem trenutku, ko sem ga predstavila in potem, ko je nastopal in ko smo stali na odru še z ostalimi nastopajočimi, jaz sem točno vedela, kje je Damjan. Kot zanimivost, da sem točno vedela, da je on, sem mu stopila na čevelj. Stopila mi je še na čevelj, ja. Ampak jaz sem dušno, nekaj znotraj sebe, v duši čutila, da je to.
Zanimivo. kar nikoli nisem. Vedela pa sem, da enkrat v življenju bom začutila tisto, da bom vedela, da je res točno ta oseba prava zame. Ker pač prepričana sem, da imamo vsi nekoga, eni že imamo, drugi še mogoče pridete do tega, eni že ste več let v tem, kakorkoli, ampak ena dušica je za vsakega od nas. In tako se je zgodilo tudi z nama, Ja, da sva se povezala in našla. ampak tako zanimivo, ne, če grem čisto nazaj, ne, spet odločitve naprej, ne. Če bi jaz samo takrat čisto drugače razmišljal, bi se zaprl kakorkoli, ne vem, v žalost, ne, bi bilo čisto, ne bi niti do tega prišel, ne. Mislim, mogoče po drugi poti, lahko, ne, ampak vse je šlo, ne, tisti pogum, da greš premagati svoj izziv, da se odločiš, da začneš peti, tudi če je to kar nekaj hudega, mogoče ne v tistem trenutku. In potem, ne, da se odločiš za tudi neko pomoč zunanjo, da ti lahko potem notranje pomaga, itak moraš ti narediti ta korak, tudi kasneje, ne. Ampak ja, da potem vse to skupaj pride do te točke, ne, ta plus, mislim, ne, da se zgodi v nekem. Vse vmes je tudi Bil pa še so minus. padci, seveda, ja, absolutno. Absolutno, pri vseh, ja. Ja, Samo hoče reči, Seveda. kako zanimivo, ne? Ti Mhm. si se ločil, potem rekel si, ne bom se zaprl, tako je. šel si na učne ure petja, Mhm. ta učiteljica ti je rekla, ali pa svetovala, prijavi se na hipnozo, ti si se prijavil na hipnozo k nam Tako je. in potem tam si že izpostavil, da si želiš dejansko nastopati in smo ti dali na kvantnem preboju priložnost. Tako je. Takrat smo te snemali in nekdo je videl na spletu posnetek Točno tako. in te je povabil na dogodek, kjer si spoznal Anjo. Torej, ko gledaš zdaj za nazaj, se vse Mhm. poklopi, ne? Tako je. Ko pa gledajo Ja. ljudje za naprej, ne morejo vedeti, Ne kaj more. se bo vse zgodilo, Ne. temveč morajo zaupati. Tako je. Tako. Tudi Zaupanje. mogoče ravno, ne, zdaj, ko menjaš zaupanje, a ne, recimo kot izkušnja, jaz sem se spraševala, ne, sama pri sebi, bom kdaj jaz sploh spoznala koga, ne, pa zakaj še ne, pa kdaj bom, ne. Mhm. Do takrat se ni zgodilo nič, ali pa samo stvari, ki pač mi niso služile, oziroma sem hitro ugotovila, da pač ni pravo zame, ne. Ko pa sem enkrat si rekla, oziroma ko sem vse spustila, vsa pričakovanja do sebe in do drugih, ko sem začela delovati iz tiste svoje pristnosti, pa se nehala dokazovati drugim, ko sem začela sebe sprejemati, ko sem začela z rastjo, ko sem začela sebe spoštovati in ne biti toliko zahtevna do sebe in ne nekaj ne vem kaj, ampak se samo prepuščati. In ko sem si rekla, jaz sem pripravljena in šla čisto brez pričakovanj na ta nastop, koncert, kakorkoli, se je zgodil čudež. Se pravi, ko ti vklopiš zaupanje in se prepustiš toku, takrat se zgodi. Če lahko dodam še nekaj res zelo zanimivega med tem, z sošolko takrat iz hipnoze, sva se prav dobila z Dejo. Sva se dobila na Zoomu, ker vem, da si imel pred nekaj časa tudi ta manifestacija, ne? In sva se prav dobila in sva napisala kjerkoli na računalniku, vseeno, ne, sva napisala svoje partnerje, kakšne bova našla, do potankosti, se pravi, kaj tudi midva lahko dava v zvezi, se pravi, in takrat so rekli, da je 3 mesece, ne, ta zamik, ne, saj veš, kako to deluje, ne, kar ti pač povejo in to, kar verjameš, pol tudi je, ne, in če grem danes brati tisto beležko, neverjetno podrobnosti so. Bravo. Tako da, resno, to so, mislim, tako je tudi z tem zmožnosti ali pa z tem, kaj verjameš, ne. Če verjameš, da zmoreš, ali če verjameš, da ne zmoreš, v obeh primerih imaš prav. Pač to sem tudi nekaj prebral, tako da. Hočem reči, da Res. če verjameš v to tako močno in ne, mogoče ni samo tisto, da verjameš, ampak vibracijo, mogoče, če lahko tako se izrazim, vibracijo neko pošleš, ne, to je neverjetno, ne.
Ja. da se to res zgodi. Ne. Tako da, plus Tako. vsega, plus celotne te poti, plus manifestacija, točno 3 mesece prej, neverjetno. Bravo. Tako da, Da midva v bistvu rečeva drug drugemu, ne, da jaz sem recimo dopolnitev, bom rekla, Damjanovih rok, ne, on pa v bistvu nadomestek mojih oči. ja. Tako midva velikokrat rečeva. Ja, verjetno je tudi to v partnerstvu pomembno, da je nekje ravnotežje. Mogoče tudi v prejšnjem partnerstvu ni bilo čistega ravnotežja, bi rekel, ne? Ni ga V bilo. tem smislu, recimo, ne vem, ona je pač meni fizično ogromno pomagala, jaz pa nisem mogoče mogel toliko nazaj dati v tem smislu. Mogoče malo bolj finančno poskusil, ne, ampak mogoče, ne vem, ni bilo dovolj, ne vem, kakorkoli, ne, ampak tu se pa prav čuti, ne, da so v nekem ravnotežju, ne, jaz njej pomagam, ona meni, ne. Ja. Ne vem, pač. Jaz sem se tudi recimo res tudi znašla v takih situacijah, da s partnerjem, ki je videl, ki ni imel recimo, ki ni živel z nobenim hendikepom, ni razumeval, znal ne. razumeti oziroma ni zmogel razumeti, bom rekla, pa ne bom rekla, da se je noben ni trudil, seveda so se, ne, ampak niso zmogli razumeti recimo, da neko stvar jaz rabim dlje časa, da jo opravim, ne. Pač tista potrpežljivost, ne, učenje te potrpežljivosti je bilo to zelo, ne, ampak recimo v najinem primeru je nama razumljivo, da bo nekdo od naju eno stvar pač delal dlje časa, kot ne, bi jo sicer običajno. Ali bomo tudi kaj z roke padlo, recimo. Ja, ne, ali se ne vem, nekaj razlije, ali pač ne. Kakorkoli. A imaš še Recimo, ne imaš vem. še tak primer, Anja? Kaj recimo ti počneš več časa, pa kaj Damjan počne več časa? Mogoče, ne vem, en primer, čisto iz gospodinjstva, recimo, jaz zlagam v pomivalni stroj, ne vem, 20 minut, ne, naprimer. Ne vem, recimo, Damjan pa mogoče dlje časa se oblači, a ne, Ne, naprimer, ampak ne, nekdo, ki pa recimo vidi v mojem primeru, recimo, pa bo zložil pomivalca v 2 minutah, a ne. Mislim, jaz vidim in ti sam povem, da ne zložim 2 minutah pomivalca, torej traja bistveno vem, dlje. recimo, ne. Ampak pač mogoče želim bolj to povedati, da jaz moram prej recimo vse pretipati, ne, celo strukturo, da se jaz v svoji glavi ustvarim neko predstavo, kam naj bi nekam spadala, ne. Nekdo, ki pa pač pride z očmi, pa pač si to ogleda, in pač ima nekaj, ne, se ustvari pa nekaj svojega. Ja, se drugače me tudi pokliče, pa reče, a sem v redu zložila, ali dam to te, ali V bistvu je daj tisto vizualna tam. prostorska predstava, Tako ne. Vizualna prostorska predstava je, vsaj zame, Ampak ti si tudi misliš, kaj težja, ne. drugemu pomagala, ne? V tem smislu, čez dan, Absolutno, ne. v vseh Ja, pogledih. recimo, ja, mislim, ona mi pomaga tudi pri oblačenju, recimo, ne. Jaz si povem, recimo, kaj je na sliki, ali pa jo tudi vodim, ne vem, zunaj na sprehod, ali kakorkoli. Pač ogromno je takih drobnih stvari, ko treba prav premisliti, zato ker že vse delaš avtomatično, določene Ja. stvari, ne. Recimo neko stvar, ne vem, kar je pa za prijet ali pa nekaj, ne vem, to pa lahko jaz naredim hitro, ne, recimo Damjan tukaj rabi pomoč, ne, recimo jaz pa pač nekaj primem brez problema, ne, Damjan pa potem po drugi strani tisto, kar jaz ne morem videti z očmi, pač potem mi pomaga, ne, ali pa opiše, recimo. To je taka zelo, bom rekla, čudovita kombinacija vseh teh, ko ugotoviš res, koliko stvari v bistvu nam življenje daje, kake dragocenosti pridejo ven iz tega. In ni samo partnerstvo kot klasično partnerstvo, pač, ne, si skupaj, malo se pogovarjaš, malo se skregaš, malo pač, ne, imaš potem družino in tako, ampak iz partnerstva greš lahko v take globine, da se lahko pogovarjaš o najglobjih občutkih, da lahko si poveš, da ti je danes težko zaradi, ne vem, nečesa, in te potem druga oseba na drugi strani razume ali pa je samo ob tebi. Pa globina, da lahko ti pred drugim da ti se lahko pred drugo osebo razjokaš, ali pa da lahko poveš, kako si srečen, srečna zaradi nečesa, uspeha nekega, ne. In da drug drugemu dovoliš sanjati, kreirati, Vse to, ne. živeti polno, ne. Ne, se to, kar sem rekel, ne, če To pa so verjameš, potem da že zmoreš, nadgradnje, ali ne. če verjameš, da ne zmoreš, v teh primerih imaš prav, ne. Tudi če verjameš, da zmoreš, da verjameš, da zmoreš, pa tudi če mogoče fizično
nekaj ti pač ni glih na dosegu roke, potem se mi zdi vse, ali ti nekdo priskoči na pomoč, ali ti vesolje da neko roko, kakorkoli, ali se tako vse skupaj pripravi, ne vem, spremeni, da tako da, včasih, mislim, na koncu koncev je dovolj, da narediš prvi korak, je to. Si midva sigurno jemljeva najine, bom rekla, najina hendikepa, midva jemljeva kot darila. Kot darila, kot priložnosti za rast. Kot učenje. Vsak dan se učimo in nikoli se ne bomo nehali učiti. Vsaj, kdor ima željo potem. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Vabljeni, da všečkate, delite, komentirate vsebine, ki jih objavljamo. In ko se vidimo na delavnicah v živo, bom vesel, če mi boste rekli, da ste spremljali ta današnji podcast in kakšen se vam je zdel. Tudi pri odnosih, ker smo zdaj že ravno pri odnosih, za vsak odnos je potrebno delati. Ja. Ker ni samo to, da se spoznaš in potem si, ne? Ni tako vse kot Ampak- filmih. Ne, sploh ne, ne, ni, ne. Seveda ne. Ampak mislim, da to Prinaša pa potem darila v kažejo smislu to, pač ne, neko kako je lepo lahko. oprosti, Nič, sem nič. te prekinil. Pač ja, to se to, ne, da kako lahko iz tega, kar delaš, kako ti lahko potem prinaša darila odnosa, ne, na koncu. Ampak ni samo tista ljubezen in zaljubljenost in ne vem kaj, ne. Dejansko vseeno, mislim, nekaj izkušenj zdaj že imam. Da vseeno, odnos je pač trdo delo in zaupanje, pač tudi to, da si lahko pred partnerjem, to, kaj si ti, mislim, da je to vse zelo pomembno, no. Čudovito. Trdo delo, no. Čudovito. No, na podlagi trdega dela sta potem dobila še en čudež. Tako, res je. Ja, to je čudež, ki se je rodil 1 leto po tistem, približno. Kdaj točno se je rodila Amelija? Ja, 23. decembra, Aha. pa 23. Moram že malo pomisliti zdaj. To je približno 1 leto potem, ne, ko sta se spoznala. Ja, Tako, približno eno tako, leto tako, potem, tako. Ja. Res je. Že, ja. To je bilo kvantno pač. Ja. Ne, moram reči, to je najlepši čudež. Ja. Res. Damjan ima sicer že odprej sina tudi, Adriana. No, nama se je pa zdaj pridružila tudi najina hčerkica Amelija, ki je zdaj že 2 leti stara. A ne, kako to hitro beži. Ja, in tudi ona dva sta se zelo povezala, ne, čeprav ko je pač bila noseča, je bilo pač precej odpora z sinove strani na začetku, ampak zdaj pa sta res čudovita jih je gledati. Nerazdražljiva, ja. Bravo. Najlepše je potem, ko se mi malo umaknemo in samo opazujemo te dialoge, ne, kako si to povesta stvari drugače, kot si jih mi, ne. Vse to bolj s tistim še globim razumevanjem, sočutjem, To, to, ne, da ji pokaže, jaz sem starejši brat, jaz te bom naučil, ne. In marsikaj je bilo lažje po delavnici hipnoze, pač ker sem uporabljal tudi nekatere vzorce, recimo, čisto konkreten primer lahko povem, ne, ker je pač polarity responder, ne, sem rekel, ne smeš pojesti moje solate, to je moja solata, ne smeš pojesti. Takrat je vedno pojedel solato sin, na primer, ne. Bravo. Zdaj No, hčerka ima zdaj tudi to, ja. Pri hčerki smo zelo podobno. Torej, že zdaj Amelija ne sme jesti solate Tako je. in pol na koncu jo poje. Tako. Res Pa kaj je. drugega, ja, recimo, ja. Je pa najina zgodba za Amelijo še toliko bolj posebna, Ja, res je. ker najina Amelija je namreč rojena doma. Midva sva se odločila za porod doma in ob tej priložnosti bi se še enkrat iskreno zahvalila celotni Mastermind družini, vsej podpori, tudi za sredstva, donacije, da sva to dejansko lahko izvedla. To je pa bilo zbrano na drugem kvantnem preboju, če se prav spomnim. Drži, res je. Kako čudovita zgodba je bila prav ta, da lahko enkrat začutiš, v kakšnem toku deluje in funkcionira tvoje telo. A ne, ker jaz lahko rečem, da jaz sem imela zelo, zelo lep porod. Zelo lep porod. Pravličen bi lahko rekla. Jaz lahko recimo pač, če sem bil pri obeh porodih, pa tudi pri prvem,
Ni bilo, da bi bilo kaj napačno ali slabo, ali kakorkoli, sploh ne v mariborski bolnišnici, ne. Ampak če primerjam oba, ker sta bila oba zelo lepa, je bil pa ta drugi res čaroben, resno, neverjetno. Kakšen čist drugače, nek naraven potek, tudi zajokala ni, ko je položila na trebuh. In neverjetno, no. To doživetje res. Porod je Čudovito. recimo potekal 11 ur, a ne? Vse skupaj, Ampak no. vse skupaj, ampak to je bilo v naravnem ritmu telesa. Res. V vsem tem, ker sem bila jaz umirjena, ker sem imela recimo sem imela res podporo od pač babice in 3 dul, res vse gospe na mestu. Strokovna pomoč. Strokovna pomoč je bila absolutno v vsakem trenutku tam, ampak v tem trenutku bi rada izpostavila to naravnost v smislu, ko v bistvu tvoje telo, duša, vse deluje kot eno, a ne. Jaz sem v tistem času, se pravi v nosečnosti že, tudi opravljala tečaj hipnoze, ker sem se potem za Damjanom prijavila na hipnozo. Sem že prej raziskovala, pa se učila, pa rastla po svoje na področju osebnostne rasti, ampak hipnoza pa mi je dala res, bom rekla, zagon, dodatna znanja, ogromno dodatnega znanja, s katerim nisem potem samo pri sebi, a ne, stvari še spreminjala, ampak potem tudi pri drugih, pa drugi so opažali spremembe in tako naprej. Ampak no, hipnozo sem potem uporabila tudi pri samem porodu. Sploh pri teh dihalnih tehnikah, kako se soočiti s popadkom, ker je vsak popadek je bil hujši, ne. In ko se je hčerka rodila, se je rodila tako umirjena, da niti ni zajokala. Dejansko, to je tisto, kar bi rada povedala, kako Mi pravimo hipnodenčica. ja, ne, ker prvič v življenju, ne, prvič v življenju imaš čas spremljati telo, kaj dela, kako deluje, in mu daš čas, da dela. Ne, da smo, ne, zdaj je to, ne, smo v konstantnem nekem, ampak tisto pa je bil res tisti moj čas, ko sem dala priložnost telesu, da svojo nalogo opravlja po svoje. In se je hčerka tudi tako res lepo odpirala in res zelo lepo, zelo lep porod, no. To je bilo tudi zanimivo, ker zdaj se prav spomnim, ko sva se spoznavala, sva pač, kdo je kaj počne, pa sem jaz napisal, ona je napisala, da je učiteljica meditacije. Ne, sem rekel, jaz imam certifikat z hipnoze, ne. Pa je rekla, kaj pri Aleksandru Šinigoju? Sem rekel, jaz ga spremljam Že 5 let spremljam, že 5 ne. let, jaz bi ful rada šla tam, ne. Potem sem jaz to študiral, kako bi to zdaj to, ne, ji pomagal do tega priti, ne, tako da takrat smo potem kasneje, malo kasneje, no, ko si imel spet, Ja. tako boš zdaj imel kmalu, če se ne motim. Tako je, neka predstavitev tega, ja. Ja, takrat so se midva konec leta spoznala, ne, in potem, ker imaš vedno nekje v Januarju. januarju. Tako je. Tako ja. In takrat smo potem kar hitro. Bravo. Sem jo presenetil. Bravo. Je Hipnodojenčica. želela Tako je, sama. ta hipnodojenčica je zdaj že prava Dojenčica, ja. plesalka in pevka in Neverjetno je, no. in govori Vesela. ogromno, zelo srčna, vesela in mislim, da ima to nekje že v sebi, da meni recimo pokaže stvari, da prime mojo roko in mi opisuje, ali pa prime mojo roko in jo položi na stol in naj se tja usedem, ne. Bravo. Ker 2 leti ima opazuje, komaj kako pa. drugi z mano funkcionirajo in Mhm. nekaj je to že v njej, ja. Res, neizmerno hvaležna sem za te darove življenja. Pridejo različni izzivi, a ne. Tudi pri nama so, absolutno. Seveda. Ker pač je življenje pri vseh, pri vsakomur. Ampak potem midva vedno pač poskušava iz tega ven potegniti pa se vprašati, kaj lahko narediva, da se bova dobro počutila, da bo drugače. Kaj lahko midva narediva, ne kaj bojo drugi mogli narediti, da bo drugače, ne. To je tisto, kar bi mogoče rada predala ljudem, da se mi vprašamo, pa vem, da je to najtežje narediti, ker tudi meni je bilo. To, ne, kaj lahko jaz naredim za to. Ker najlažje pomislimo na okolico, ne. Ja, sem opazil, da pač veliko ljudi pač raje obsoja druge, pač vse so drugi krivi, ne. Mislim,
Jaz mislim, da je najbolj pomembno, da se zazreš v sebe, pa kaj lahko ti narediš, ne? Ker dejansko edino ti lahko nekaj narediš v tem svojem primeru, ne. Je bilo kakšno obdobje v vajinem življenju, sploh govorim kakšno najstniško obdobje, ko vama ni bilo tako enostavno, ker verjetno zaradi drugačnosti včasih vrstniki ali pa sploh nekih takih mlajših obdobjih niso morda tako potrpežljivi, kot si rekla ti, Anja, da si bi želela, da bi bili. Ja, res je. Kako sta to doživljala, recimo? Mislim, jaz sem že čisto malo omenil to, ne, ravno to, ne. Jaz sem bil pač zelo sem bil zaljubljen v marsikatero punco, ampak nazaj sem dobil, da pač da ne bi rada izgubila prijateljstva, recimo, ne. Pač je bil to, ne, je to tako da, ja, sem bil zelo žalosten, zelo depresiven tudi v tistem času, zaradi tega pač ljubezenskih, tako verjetno večina najstnikov. Tako da, mogoče to lahko najbolj izpostavim, drugače pa moram priznati, da sem na srečo pač družino imel super podporno, moja mama in tudi brat, moram posebej izpostaviti, ja. Moja mama me nikoli ni, ne vem, skrivala ali ne, vedno pojdi ven, gremo, brat me je primil za roko, smo šli naprej, ne, in tudi prijatelji so bili zelo podporni, ampak tako si rekel, ja, so tudi take stvari, recimo z ljubeznijo sem jaz imel največ take izzivov, bi rekel. A ti, Anja? Ja, različno je bilo. Jaz sem imela v času šolanja kar dosti izzivov s tem postaviti se za sebe. In tam nekje do 7. razreda osnovne šole sem delovala kot tiha miška, pridna punčka in naredila vse tako, kot so rekli drugi, zato da bom sprejeta, zato da bom slišana, zato da bom nekje pač med njimi, med drugimi, da bom nekje sprejeta, ne. In kar dolgo sem v bistvu rabila, ne, moram kar priznati, da dolgo nisem bila jaz v resnici. Potem pa v srednji šoli pa ja, se začneš potem spraševati. Vedno, ko sem se jaz v koga zaljubila, potem ni bil mene, ne, noben, ne. Ko se je pa nekdo v mene zaljubljal, recimo, pa jaz nisem bila, ne. In sem iskala en tak stik z videčimi. Naletela sem tudi na gluha ušesa, naletela sem na ogromno predsodkov. Kaj so bili predsodki? Povej mi, kakšen primer. Recimo, se spomnim enega zdaj iz otroštva, na primer, sem z eno prijateljico se rada igrala, recimo od domačega okolja in ona je pač bila videča in mi je enkrat rekla: ti se tega ne moreš igrati, ker ne vidiš. In tisto zaboli, ja. Res, zato ker se res potem začneš spraševati, ko nimaš takrat še tiste moči v sebi toliko močne, da bi vedel, da obstaja drugačno razmišljanje, se res začneš spraševati, ne, a boš res, bom imela družbo, bom kdaj, ne vem, srečna s kom, ne. Tudi recimo pri izbiri potem srednje šole mi je bilo hudo, ker jaz si nisem izbrala šole, ki sem si jo jaz želela, ne, srednje šole. Šla sem v administrativno šolo, ekonomski tehnik, samo zato, ker je pač bil to takrat edini poklic, ki je bil kar precej prilagojen slepim in slabovidnim. In tudi šola je bila prilagojena in sem šla tja, ampak jaz pa nisem bila srečna, ne, in sem potem komaj izdelovala tisto šolo in je bilo vse brez veze. Kaj si pa hotela iti? Jaz sem hotela iti v bistvu vse, kar je bilo povezano z glasbo. Prav glasbeno šolo sem hotela iti. Vmes celo tudi vzgojiteljsko, da bi bila vzgojiteljica v vrtcu, delo z otroki in tako, ampak predvsem prva tista želja, ki mi je bila nekaj z glasbo, da bi bila pač prav poklicno izobražena na glasbenem področju. In potem so mi vedno rekli, pa ja, se to lahko ti delaš za hobi, pa lahko še vedno poješ, pač ti naredi eno šolo, da imaš poklic in to, ne. In sem pač to izdelala, ampak ne s tisto srečo, ne, pač toliko, da sem, ne, ampak kasneje sem se začela še dejansko učiti tega, da je dovoljeno, da lahko si točno ti, kar si v resnici, da lahko živiš svoje sanje. Nikoli ni prepozno. Ja, seveda, ja. Jaz imam zelo podobno zgodbo. V moji družini je bilo tako, ne, pač
moja starša sta se razšla, ko sem bila jaz stara nekje 6 let pa pol. In to je bilo zelo občutljivo obdobje zame, ker sem rabila nekje kar dobro leto, da sem šla ven iz anoreksije. Je še tako mlada. Ja. Precej strahu, precej bolečine sem prevzela od obeh staršev. Oče je zelo težko šel s tem, da jaz ne vidim. Mama je takrat se zelo soočala s to bolečino zaradi slepote moje in potem zaradi bolečine samega razhoda, ne. In se mi zdi, da nekega prav otroštva nisem znala imeti, ker sem se zelo ukvarjala, oziroma jaz sem delovala na način, da bi rada rešila cel svet, a ne. Že takrat. In sem vse prevzemala na sebe. Vso bolečino, vso odgovornost, vse, kar v bistvu tudi takrat otrok 6-letni ni sploh rabil, ne. Ampak želela sem, da sta oba srečna, vsak po svoje. Želela sem si neki notranji mir, neki pač mir, neko srečo, ljubezen in tako pač, ne. In sem želela nekako to jaz dati. Potem sem res, a ne, tudi v šoli pol tudi delovala na način, kot bi želel nekdo drug, samo zato, da bom pač nekje sprejeta, ne. Tako da različne stvari so se dogajale. Moram povedati tudi to, da moja mama je res nesebično, kolikor je zmogla in znala, vso obdobje od mojega rojstva in še zdaj, a ne, v bistvu res stoji ob strani, išče možnosti, pomaga, podpira, pač res, a ne. Potem po drugi strani tudi z očetom. Jaz sem zelo hvaležna, da sem šla na pot rasti, zato ker sem v bistvu odpustila vso to pogrešanje očeta, ki sem ga pač pogrešala v tistem času otroštva in tako. In sem hvaležna, da imava zdaj, ko sem odrasla, in tak zelo, mislim, tak lep odnos, spoštljiv odnos. Vsekakor pogrešam še več njegove bližine, ampak zdaj razumem, da on funkcionira tako, kot funkcionira, in sem hvaležna, da si dejansko lahko nameniva tisti lep čas in da se dejansko znava skomunicirati. Ker ko sem jaz začela spreminjati sebe, je tudi najin odnos v bistvu postajal čisto drugačen. In tudi oče je v bistvu z leti spoznaval, koliko enih stvari jaz zmorem in s kolikimi stvarmi se ukvarjam, ne glede na izgubo vida in tako, ne. Pač različne stvari. Šolanje, če se mogoče čisto to, ne, sploh ni bilo lahko tudi s te strani, ker že osnovno šolo sem bila med samimi fanti, ne, če se samo spomnim. In sem si želela neke ženske družbe in to. In potem sem pa dobila v srednji šoli sošolke, to sem sploh potem uživala, ne, ampak samopodoba v srednji in osnovni šoli je bila v bistvu zelo šibka točka tudi pri meni, ampak spet povezana s tem razhodom staršev, potem, a ne, dejansko s tem, ker sem bila od doma, ne, jaz sem bila v internatu od ponedeljka do petka, kjer sem v bistvu ogromno pridobila, ogromno se naučila, ampak pač pogrešala pa sem, a ne, to domače okolje in ta stik. In pol tudi prijateljev videčih nisem imela, ne, domačih recimo, ne, potem bolj tiste v šoli, kar je bilo, in je bilo to, ne. Mislim, da imamo zelo Podobno zgodbo, ne. Tudi jaz sem bil v internatu, tudi moji starši so šli narazen. Tudi to je pač težko obdobje za otroka, ne. Tudi potem mama, kakorkoli, pač pomaga. Jaz sem tudi bil ob strani, pomagal, ne, kot sin. Pač ni težko obdobje za nikogar, ne, v tem primeru, no. Tudi meni so pravili, pojdi, ne, pravo študirati, to je veliki denar, ne vem, ne. Ampak dejansko nisem bil tako dober v teh družbenih vedah, ne, jaz sem matematike raztural, ne. Če tako po domače rečem, ne. Ampak potem, da lahko povežem z, ne, mojim pevsko kariero, ki se je začela šele po ločitvi, ne. V tistem času noben ni pomislil, da bi jaz lahko pel ali igral. Recimo moj ata je bil kitarist, ne, če tako, se pravi, so bili neki zametki, ampak se prav ne spomnim, da bi vzel kadarkoli v tistem času v otroštvu kitaro v roko, pa kaj zaigral.
je visela na steni, to sem videl, ne, drugo pa ne. Mogoče, če bi mi on pokazal vsaj, ne, da je tudi to kakšna pot, ne. Ampak, dobro, sej, pač nikoli ni prepozno, ne. In očitno je bilo to nekaj v meni, da si želim peti, da želim nekaj z glasbo ustvarjati in res sem srečen, da sem do tega prišel, no. Včasih starši se mi zdi v vzgoji otroka, ki ima določeno telesno pomanjkljivost, Res je. naredijo to napako, da rečejo, lej, ti si bogi, ti ne boš mogel tega početi in tako naprej. Kako sta vidva že na začetku dobila neko tako vztrajnost pa voljo, da kljub omejitvam, telesnim, fizičnim, še naprej vztrajata? No, tako sem rekel, mislim, če lahko jaz malo, Seveda. sem proval hitro. Ne, mislim, imel sem res podporo mame in mama je mogoče drugače, to mogoče v sebi nekje skrivala globoko, zdaj rekla, pojdi na pravo, mogoče bo to malo bolj varna, ne, lahko ne boš rabil toliko roko uporabljati kakorkoli, mogoče to bolj v sebi noter držala, ne. Drugače me je pa skozi potiskala, evo, tu pojdi, naredi, to želiš, pojdi, naredi, ne. Tako da, dosti je bilo iz tega vidika mama in brat, mlajši, tudi recimo, ne vem, smo bili na nekih ringšpilih, ne vem, on me kar potegnil, pridi, jaz se bojim, ne, pridi, greva, držal me je, greva, ne, tako da, ja, to plus, jaz mislim, da sem že od začetka, ne, noben ni, lahko rekel, ubil te želje, nekega poguma naprej, na srečo, ne, ker starši dostikrat lahko, pač, ne, tako si rekel, ne, malo te zabremza, ne, ali bi, ne, mogoče ne bi, ne, ampak, ja. Ena stvar, ki dostikrat pride ljudje k nam na hipnozo, si mislijo in tudi rečejo to, da takšni kot so, niso dovolj dobri. Je kdaj bila prav to prepričanje, ali pa vsaj kakšna misel v vaju dveh, ker ne vidim, nisem dovolj dobra, ker ne morem uporabljati rok, nisem dovolj dober? Absolutno, ja. Ja, absolutno. Recimo, nisem dovolj dober pevec, ne, pa to ni bilo nič povezano dejansko z mojimi rokami, ne. Mislim, ne, nič ni to fizično povezano, nič ni bilo to v tem smislu, ne, ampak, ja, je bil ta občutek, nisem dovolj dober, absolutno. Jaz recimo lahko rečem, ja, da nisem dovolj, se je kazalo že pri starših mojih, ker prva misel po ločitvi mi je bila ta, da sem pač mogoče jaz kriva za to, da sta šla narazen, ne. In zdaj sicer ne razmišljam več tako, ampak sem pa na začetku kot otrok imela neke take svoje misli. In sem res razmišljala, ne, da nisem dovolj dobra, da nisem, ne vem, naredila tako, kot bi si onadva želela, ali pa nekakorkoli. In potem se je tudi kazalo tudi to, ko sem kdaj kakega partnerja potem spoznala in šla v partnerstvo, ne, in sem se hotela dokazovati, ne, koliko jaz recimo zmorem, samo zato, da mi bo rekel, aha, ona zna nekaj, okej, ne, potem če pa bova skupaj, ne. In potem se slej ko prej izčrpaš, iztrošiš od tega in utrudiš, lahko tudi zboliš, če greš preko tega, ne. Jaz sem prišla do tega, da sem se izčrpala od tega dokazovanja. Vsem. Tako družini, kot ostalim preteklosti partnerjev. In jaz sem se tudi 2-krat opogumila pač iti iz odnosov, ki mi niso služili. Pač iti iz odnosov, v katerih sem začutila, da pač si želim nekega drugačnega življenja. V bistvu se opogumila sploh na to pot iti, ker pač to ni tako enostavno, ker iti iz odnosa, ampak tako moram reči iskreno, ne zagovarjam tega, da pač ker greš iz odnosa, ampak greš takrat, ko začutiš, da si vreden več. In ne, jaz sem recimo se to odločila in sem šla, zato ker sem vedela, da je v meni nekaj, oziroma da bo prišel nekdo, ki bo spoštoval na drugačen način te moje vrednote in mi tudi dal to, da sem okej s tem, kar sem, ne. In ko sem v partnerstvu to, bom rekla, doživela, začutila, da sem super, v redu, točno takšna, kot sem, se je potem pokazalo, da nisem dovolj dobra,
v materinstvu. In tam je bilo potem pa treba delati, Novi recimo, ne? izzivi. Novi izzivi spet, ne? Pokazalo se mi je, da nisem dovolj dobra mama. Ne vem, tudi na začetku ne znam previti, ne znam še dojiti, ne znam je nahraniti. Kaj naj zdaj, ne? Mislim, očitno res nisem dovolj dobra mama, da ne vem, kako zravnati z dojenčkom, ampak potem spoznaš, da vsaka mama na začetku ne ve, kako ravnati, ne? Ja. In recimo, ne, včasih pa je tudi prišel moment, ko sem se zatekla v to, da pač nisem dovolj dobra, ker ne vem, ne morem sama z njo na sprehod, ne morem z njo tekati po travnikih, ampak slej ko prej ugotoviš potem, ko pač zdaj, ko razmišljava, tudi midva z Damjanom že drugače, pa ko pride tak stavek, ne, ko ga začutiš, si znava pomagati drugemu, ali pa tudi sam sebi, ne, in se pa potem pa začneš stvari gledati na način, kaj pa ti imaš v sebi, kaj pa ti lahko daš otroku ali pa partnerju, ne, recimo, ali pa jaz recimo, kaj pa lahko dam jaz sebi, ne, recimo, in potem prideš, čakaj, to delam, to znam, in z vsako izkušnjo, z vsako novo stvarjo, ki pride v tvoje življenje, z vsakim novim bitjem, ki se rodi, ki pride v življenje, se z njim učiš, ne. Tako kot se otrok uči novih korakov, hranjenja in vsega skupaj, se ti učiš z njim. In tako sem se tudi jaz učila, ne, in vsak trenutek pač bolj vem, da mi gre fajn, da mi gre dobro in da sem v redu in tudi signale dobim od hčerke, ne, da je fajn z njo. Ampak kar je najbolj pomembno je to, da sami sebi damo to, ne da pričakujemo od drugih, ker jaz še se ujamem v to, ampak večinoma v preteklosti sem delovala na način, da sem rabila potrditve od drugega, da sem v redu. Ja, vsi iščemo neke zunanje Ja, ne. potrditve, ne, ampak Se še najdem v tem tudi, ampak večinoma se pol začnem že drugače zavedati in spraševati in vprašati in se pogovoriti sama s sabo in potem pridem nazaj, ne. To so te vzorci, ki so jih imeli tudi naši starši in zdaj pa mi učimo njih, ne. Bravo. In recimo, če sam pomislim, jaz, ko je Damjan prej govoril o svoji zgodbi, kako so ga starši kako ga je brat spodbujal in kako ga je mama, ne. Tudi v moji zgodbi je bilo tako, da je moja mama zelo iskala poti, zelo je iskala načine, kako bi jaz čim bolj dostopala do stvari, kako bi se čim več stvari udeleževala. Tudi babica mi je vedno govorila, vprašaj, si samo sprašuj, ne. Bolj bo spraševala, več boš vedela in moji mami so govorili, čim več govori z njo, pogovarjata se čim več, ne. In tudi moja mama potem je vse razlagala, vedno karkoli, ne, potem me spodbujala, da se vključujem v stvari, da spoznavam. Vmes mi je velikokrat priznala, da je imela tudi ogromno strahu, kako bom jaz zmogla v življenju, kar ima verjetno marsikateri starš, ko ima recimo otroka s posebnimi potrebami, a ne. Kako bo zmogel v življenju, kaj se bo dogajalo, kako bo. Tudi so bile stvari, ki jih mogoče si jih ni upala, pa jo je bilo strah, a ne. Ampak vseeno nekako je potem tudi dejansko mi dovolila oziroma zaupala, čeprav je bilo to verjetno za njo takrat najtežje, ker tudi sama zdaj kot starš vem za stvari, da ne. Tako da oba sva v bistvu imela podporo. Verjetno sva začutila v starših tudi strah, kar je normalno. Absolutno pa sva oba neizmerno hvaležna najini družini, ker zaradi njih dejansko sva tudi zdaj tu, kjer sva, ne. absolutno. In sva dejansko tudi zaradi njihovih izkušenj, njihovih strahov sva danes midva zrasla. Drugače pa, mislim, ko si v taki koži, mislim, vsak iz svojih oči se ne vidi drugačnega, ne. Dejansko ti vidiš, kaj drugi projicirajo na tebe, ne. In tako da, recimo, jaz se nisem počutil drugačen, sploh ne kot otrok, Jaz tudi ne, ja. Sem bil vesel, ne, vse. In tudi na srečo večina mojih prijateljev niso mi kazali tega, ne, da sem jaz zdaj pa drugačen, ne. Kot tak, ne, na srečo. Res sem imel kar tak res lepo otroštvo v to. Se pridejo trenutki, točno, tega pa ne zmore, pa se vidiš v ogledalu, ne. Pač, okej, ne, pač malo te, ne, zavremza, ne.
Ampak ja, večino ne vidiš tega, ne čutiš. Ne? Tudi mislim, da pri drugih ljudeh je fajn, če imaš od zunaj neko podporo. Ne? Tako ti vedno praviš, pač družiš se z ljudmi, s pravimi ljudmi, ne? Ki so mogoče tudi pametnejši, boljši od tebe. Teh ljudi se običajno bolj bojimo. Jaz se recimo kot otroka spomnim, da mene so označevali. Ne? Recimo so me videli na cesti, pa so mi rekli, glej, to je pa ta slepa, veš. Ne? To je ta, ki ne vidi. Niso prepoznali mogoče tistega, s čimer sem se jaz ukvarjala ali pa počela, ali pa če so me kdaj videli na odru, niso rekli, glej, to je pa ta pevka, glej, ne? Ampak so rekli, glej, to je ta slepa, recimo, ne? Je zabolelo to, ne? Pomisliš potem... Otroci so bolj iskreni. Ja. Meni so rekli, glej, pingvin. Ne, pač. In najprej sem to me je prizadelo, kako lahko, ne? A potem, to se mi danes prav tako pač prikupno zdi na koncu, ne? Da sem pač z reklame, ne? Pač ne bomo delali reklame, ampak ja. Je kakšna stvar, ki bi jo rada slišala, ko sta bila mlada, da bi nekdo vam rekel, da bi vam eden dal neko spodbudno misel. Predvsem sprašujem zato, ker morda so danes v naši publiki, torej poslušalci, gledalci, ki imajo otroka s posebnimi potrebami in bi bilo dobro, da to sugestijo temu otroku rečejo. Jaz imam že v trenutku eno in sicer dober si. Uspešen boš. Zaupam ti. Ja, to je. To je tudi, ampak najprej naj sebi zaupaj kot staršu, da najprej vse dobro delajo, in potem da zaupajo otroku, ker pač starš vidi vse druge strahove in ne vem kaj vse okrog otroka. Otrok tega ne čuti. Otrok živi, on ne čuti nobenih omejitev. In treba mu je tudi zaupati njemu. Ja, zaupati, da bo šel tudi po pravi poti, v katerem koli obdobju je. Zaupati sebi kot staršu in otroku. Mogoče bojo tudi v publiki kakšni učitelji, ne? Recimo, če lahko, saj se vsi ujamemo v različne stvari, pa so različne situacije, ampak če imamo le možnost, dajte povedati otroku najprej tisto, v čem je dober, in potem mu pomagati tam, kjer je šibkejši. Ker vsaj meni se je velikokrat dogajalo v šoli, da sem najprej slišala, kako sem slaba in kako mi to ne gre in kako je to za nič, potem pa so razmišljali o tem, kaj pa mogoče naredim dobro. Tako da, če bi lahko to obrnili v šolah, vsaj kdaj pa kdaj, je to darilo otroku, definitivno. Vas smo tudi v tej, recimo v pevski karieri tako žalostno. Sem hotel snemati prvo svojo pesem, posnet, pa tam sem plačal neki drobiž. Ampak potem pa rekel, ti pa kar ne zapoješ dovolj, pol tone, ne, dovolj visoko, smo mogli vse v programu popravljati in to, ne. Pa sem ga vprašal, a lahko to popravim jaz z leti, ne. Pa rekel, ne, ni šans, ne moreš. In jaz sem tisti večer prišel domov in sem se iskreno zjokal in to je bilo moj prvi pol leta komaj, ne, in ne. In potem drugi dan je preskočilo meni, ne bo on to zdaj me ustavil, ne bo, ne, jaz želim to, jaz hočem to, jaz grem naprej, mu dokazal, da se da. Naprimer, ne. Jaz se spomnim podobne take zgodbe, ne, jaz sem bila takrat še v srednji šoli. Ne poslušati teh negativnih, mislim... Sugestij, ne. Ja, spet smo na zaupanju, ne. Moraš si zaupati sebi, bo treba naprej. Ja, in če ti nekdo reče, da si pingvin, se nasmeješ, ne. Tako, zdaj se nasmejem, Se nasmehneš, rečeš, lej, nekdo me vidi malo drugače. Tako, ja. Točno to je. Jaz velikokrat rečem, ne, da jaz vidim srcem. Anja, kako ti pravzaprav vidiš, si rekla prej, da si njega videla, da ti je bil všeč, mislim, kako vidiš nekoga, da ti je lep?
ker ga ne vidiš in tudi prav na začetku ga ne moreš celega pretipati. Res je. Jaz sem se to na začetku bal. Res Pa je. ona ve, da imam jaz tako roke, a ve, da imam jaz, ne vem, tak telo ali kakorkoli. In vedno sem jo spraševal, ne, Aha, a ti veš to, ne, ker na začetku mi je kar roko dala, da sem kar pogledal, ne, a zdaj da dam roko, ali ne vem, ne, nisem navajen pač toliko rokovanj tega, sem mi dal roko, pa se rokovala. ti si se bal, da če bi ona videla, da ji ne bi bil Da, všeč. mogoče, to je bil, ja. Mogoče, če bi izvedela, kako jaz v resnici izgledam, ne. Po drugi strani pa sem se veliko pač tudi v tistem zadnjem letu hecal, ne, jaz sem rekel, meni bi mogla biti ena slepa, ne, ne, ampak potem, iz česa sem jaz to izhajal, ne, jaz sem bolj z tistega, da nočem, da me ima neka ženska zaradi tega, ker sem lep, ne, ampak želim, da spozna mojo notranjost, kdo sem jaz, ne, ker vsak ima nekaj lepega v sebi, ne, in jaz mislim, da to je tudi pri partnerstvu, ne, da so iz tega, ker je lep ali pa kakorkoli izgleda, ker ti dejansko živiš s človekom, z njegovo osebnostjo, z njegovimi vrednotami, z njegovim, ne, čustveno zrelostjo, kakorkoli, ne. In glih, Zato sem jaz bistveno to rekel, ne, da bi rad, da spozna mene kot mene, ne, osebo, ne kot kak izgleda. in glih to je to, ne, kako je recimo meni nekdo všeč, ali pa recimo v najinem primeru, kako sem jaz začutila, da je Damjan to, kar sem iskala. Je bilo predvsem to, da sem začutila njegovo dušo, njegovo notranjost, njegovo energijo predvsem, ki se je sovpadala z mojo. Prvo stvar, ki jo pa jaz pač opazim, zaslišim, ko se v bistvu ustvarja v meni ta čustva, je pa predvsem glas. Prva stvar je glas. Po glasu. Meni mora biti glas všeč dejansko, da se lahko potem kaj naprej zgodi. In če je glas, ok, prva kljukica, in potem so še, ne vem, potem pa gre tu za, kakšna je njegova notranjost, na kakšen način se on pogovarja. Kako... Pa če poznam tebe, seveda. Pač, ja, ne, ampak res, kako pozna mojo dušo v resnici, ker pri nama je res tako zanimivo, Damjan točno ve, kaj jaz znotraj sebe čutim, še preden mu povem. Ne? On gre znotraj moje duše in pač začuti, on močno čuti. Jaz rečem, ja, res je, točno to, vedno, ko pove, ne. Pri meni mora biti ta duša, ta notranjost, ta živost v človeku, ta energija, glas predvsem. Kako z mano funkcionira nekdo, ne? Anja, oprosti, Nič. te je na začetku motilo, ko si ugotovila, da je hendikepiran? Ne, sploh ne. Sploh ne. Sekunde. Jaz sploh ne vem, kaj se je tokrat zgodilo, ampak ne vem, priznam, ne, jaz sem prej govorila v preteklosti tako, ne, da to mora biti nekdo, ki ima avto, pač ne, pa da je videč seveda, ne. Ampak meni to zdaj sploh ni bilo nič važno. Zato, ker je v bistvu ta duša toliko spregovorila. Jaz sem Damjanu dala roko, jaz sploh nisem, ne vem, njegova roka je bila meni tako kot eno tako darilo z vesolja, kot da gre z roko v roki, v bistvu moja roka z njegovo roko. V bistvu to nikoli v življenju nisem začutila tega. In predvsem sem začutila, kako se jaz lahko ob njem in ko ga držim za roko, počutim najbolj varno na svetu. Ker tega prej nisem, ne, nikoli ni bilo take energije, ne. Meni pa je bilo celo tako zanimivo, že pred, ne, recimo, če sem razmišljal, če bi prišla skupaj, recimo, z slepo osebo, meni je bilo zanimivo, ne, kako te izzive premagati, pač, kaj bi jaz pomagal, kaj bi lahko jaz se pomagal, recimo, ne, v smislu, pač da vidim, ne, malo, ne. Si se čutil bolj potrebnega in pomembnega lahko zaradi tega? Ja, seveda. To smo tudi na začetku, ne, pač pri partnerstvu, mislim, da je neka vloga, da sta nekje enakovredna partnerja, Ja. ne, mislim, tudi to, da jaz lahko njej pomagam, to je absolutno. Ali pa obratno, ne, ker pa jaz Se recimo počutiš počutim manj vrednega. manj vredno, če nekaj, ne, če ne morem biti koristna, če ne morem biti v podporo, ne. Tukaj pa sem začutila, aha, jaz tudi lahko njemu nekaj dam, ne.
res je. Ja. Prej smo govorili o teh hendikepih oziroma omejitvah. Doskrat imamo občutek, da je ta omejitev bolj v glavi kot v resničnosti. Absolutno. Ja, res je. To doskrat prav se pogovarjamo o tem, kako Nik Vujčič razlaga, da je kljub temu, da nima rok in nog, najdel 3000 stvari, ki jih lahko počne. Tako? Kako lahko nekdo, ki nas mogoče danes posluša, gotovi in najde svoje talente ali pa svoje dobre stvari? Recimo, jaz sem prav eno zgodbo, ker sem hodil na potapljanje na vdih, ker lahko tudi plavam, pa tudi pod vodo plavam, recimo, ne. In sem hodil z njimi, ker sem spletno stran njihovo malo urejal, pa sem imel zastonj plavanje. Ampak tako sedima z tem kolegom, in on me pogleda pa reče, kaj ti nisi pač nič žalosten, nič nesrečen, da se ne moreš potopiti na 50 metrov globine, ne? Pa se razmišljam, aha, okej. Pa ga pogledam, pa rečem, kaj ti nisi, ker se ne moreš na 100 metrov, na 200 metrov? Si žalosten zaradi tega? A ne? Mislim, vsi smo omejeni na nek način. Ne? Seveda. Se tako si rekel, največja težava je, da smo v mislih V glavi, omejeni, ja. se pravi v Ja. glavi omejeni, da si neke meje postavljamo, ki jih pa mogoče fizično ni, ne, sploh ni, ne. Ali pa so mogoče fizično, ampak se dajo mogoče na nek drugačen način doseči, ne. V tem smislu. Predvsem sem se zdaj spomnila, da je fajn takrat pomisliti, ko razmišljamo, ne, joj, to ne morem, tega ne morem, to ne znam, pa tako brez veze, ne. Takrat je fajn, da se najprej vprašamo, kaj v resnici radi počnemo, kaj smo kot otrok radi počeli, da gremo v tiste svoje sanje, Zmorem. kaj dejansko pa jaz lahko nekomu dam. In takrat se vsuje spisek dejavnosti, aktivnosti, dobrin, ki jih ne bi se na njih spomnil, ne bi pomislil, če ne bi šel v globino tega. Že to, da dihamo. Ja, Že to, da jemo super hrano, večina od nas ima streho nad glavo. Mislim, to so osnovne, ki jih vzamemo kar kot privzeto, ne. Že to so take male stvari, ki so wow, ne. pa ko imamo neki izziv, ne, dajmo se vprašati, kako lahko jaz to razrešim, kaj lahko naredim za to, da bom jaz nekaj počel. Ne, recimo, jaz mogoče glih primer, sem ga mogoče ravno prej skoraj omenila že, ampak sem imela recimo podobno zgodbo v srednji šoli s petjem, ne. Jaz sem vedela, da želim peti in sem bila v studiu in so mi rekli, da naj jaz rajši kake demo posnetke snemam, da to ni za nikamor, ne. In ja, in najprej sem se šla razjokati na WC v šoli, sem dala to ven in potem, ne, sem pa pač tudi povedala doma in rekla, mama, seveda boš pela, kaj pa misliš, normalno, da boš nadaljevala, ne. Ampak ni tisto toliko, kar ti rečejo od zunaj, pomembno je to, kar ti znotraj sebe, ko ti Kar znotraj sprejmeš. sebe ugotoviš in sprejmeš. In jaz sem si takrat rekla, ali ti želiš peti? In je bil moj odgovor, ja, seveda. To so moje sanje, ne? To je moja želja, to je moje vse, ne? Okej, kaj lahko jaz naredim za to, da bom pela ali pa da bom mogoče še boljše pela, kot zdaj pojem. Mogoče mi je samo bilo rečeno, da pač lahko, da ne pojem mogoče vokalno dovolj dobro, da lahko, ne? Mislim, vse se da izboljšati. Samo jaz sem takrat razumela, da ne znam, ne? Moji možgani so razumeli takrat, še bolj povedala, ne, moji možgani so razumeli, ti ne znaš, ti nisi dovolj dobra, ne, pač nehaj s tem, ne, in jaz sem šla pa v drugo smer že takrat in sem pa rekla, mislim, jaz si to želim, jaz to lahko dosežem. In kaj sem naredila? Šla sem k učiteljici petja in se začela učiti peti. In sem spoznala, aha, to so nove tehnike, aha, to lahko uvedem, a ne, in potem sem začela nastopati in nisem se vdala v to, ja, rekli so mi, da ne morem peti, da naj neham peti, ampak sem šla na to, kaj lahko jaz naredim, pa kako lahko jaz izboljšam svoj hobi, če me res veseli, ne. Samo pač odnehati ne smemo. Jaz Ne? mislim, da najslabše je, če ne poskusiš. Ja, Če niti ne definitivno. poskusiš. In ko Mislim- pridejo priložnosti, ja, Boljše, Ja. da poskusiš oziroma da to Rečemo ja. narediš, pa ne vem, ti ne uspe v prvo,
kot pa da sploh ne poskusiš. Ali pa tudi drugo lahko ne uspe. Ja, Torej, nič hudega. ni nujno, da bo uspelo prvo, ni nujno, da bo seveda ne. drugo. Ne? Tudi mogoče nikoli ne bo nekaj uspelo, ne? Ampak Tako. vsaj probali smo. Tako, da si pol nikoli In ne dajmo očitaš. priložnost jim reči samo ja. Pa Bravo. kjerkoli naj že bo. Bravo, bravo. Ja, res je. Imata tudi dušno pesem, Ljubezen na prvi dotik. Ja, to je sicer od Rock and Banda, Ja. ampak jaz jo zelo rada zapojeva. To je naša. Dejansko je res najna dušna pesem, Mhm. v kateri sva se najbolj našla. Mhm. Ja, res. In jo vedno rada z veseljem zapojeva, ker ravno ta pesem opisuje najno pot, najno življenje, kako preko ovir, dejansko hendikepa, premagujeva vse izzive na način, da sprejemava stvari kot darove, kot izkušnje in rast naj obeh. Hvala. Bravo. Zdaj sem pa še jaz tudi napisal svojo pesem. To je prva tvoja pesem, Ja. avtorska. Avtorska, ja. Ja, kdaj- Pisal sem tudi o Anji, tako da. A, Naslov bravo. je Večna ljubezen. Bravo, bravo, čestitam. Hvala. Čestitam. Anja, ti se zdaj ukvarjaš z coachingom, ali Ja. pa pomagaš staršem otrok, ki so slepi, če prav razumem. Tako. Kaj pravzaprav počneš? Prva stvar, o kateri zadnje čase sem bolj malo govorila, ampak prihaja čas, da se opogumim in povem malo več. V prvi vrsti delam intuitivno branje. To ni nobena oblika vedeževanja. To je čisto poseben, tako kot si že rekel, z besedo, ki je bolj poznana, to je v bistvu kot coaching, s tem, da je nekako usmeritev, pogovor, v bistvu bom rekla. Oseba, ki se za to odloči, mi lahko zastavi pač katerokoli vprašanje ali pa opiše situacijo, v kateri je in ne ve, kako bi se odločila, v katero smer naj bi šla. Jaz pa sem tista, ki v bistvu dam neko usmeritev, kaj lahko ta oseba naredi, ampak ne, da se jaz odločam namesto osebe na drugi strani, ampak samo usmerim, kako kažejo njene energije, kaj je za to osebo najboljše. Ampak kar je specifično te zgodbe, je to, da jaz ne uporabljam nobenih kart, kristalov, krogl, karkoli. Jaz se povežem z vesoljem in dobim vsa sporočila preko vesolja, ki jih slišim. In potem na podlagi tega jaz lahko povem osebi odgovore pač na vprašanja. To so v bistvu ne kot odgovori, ali bom jutri, ne vem, srečala to osebo, ampak to ni vedeževanje, kot sem že omenila, ampak zgolj kot usmeritev na pot, ki je za to osebo dragocenejša. Ne? Mogoče še poveš, Ampak tudi na kak način, ja, to sem si ravno zdaj povezana. želela, da jaz lahko funkcioniram in se povezujem z vesoljem. Sem povezana z mojima bratoma, ki sta zdaj angela zgoraj na nebu. Namreč, ko sem jaz bila v maminem trebuhu, smo bili 3 otroci in v bistvu, če bi se rodili skupaj, bi bili trojčki tukaj na zemlji. Jaz bi v bistvu mogla imeti še 2 bratca in moja 2 brata sta dejansko pri maminih 4 mesecih se odtrgala, v bistvu se izločila kot plodova. Zašepetala je, da sem jo izrinila, mogoče. So rekli, da sem bila zelo živahna v trebuhu, tako da zgleda, da res. Ampak ja, ta povezava med nami je očitno zelo trdno ostala, kar mnogi težko razumejo, ampak iskreno res, že kar nekaj časa dejansko sta moja sodelavca od zgoraj. In vse, kar jaz recimo, da k meni pride oseba in mi opiše situacijo in potrebujem tvojo pomoč, kakorkoli, se jaz preko vesolja povežem z njima in dejansko slišim njune usmeritve. Njune usmeritve, njune napotitve in preko njiju jaz dejansko lahko pomagam ljudem. To se je dejansko že dogajalo preden, ja. Že od otroštva sem čutila, da imam nek poseben dar v sebi. Recimo roko sem pri 4 letih položila na eno osebo in jo ni več bolela roka, recimo. Pač to se je že takrat začelo. Poleg tega pa sem v preteklosti
delala eno podobno zadevo, kot je v bistvu vedeževanje, ker sem v bistvu si nabirala malo delovne izkušnje in tako, in sem delala v enem podjetju. Sem pa imela najprej sodelavko. Najprej nisem točno vedela, da bom kdaj sploh imela priložnost priti v stik z mojima bratoma, ampak najprej sem delala s svojo hčerkico, ki je zdaj tu na zemlji. Pač ta Dušica, ki je zdaj z nama kot Amelija, sicer je imela prej, dejansko kot ta Dušica, je imela prej čisto drugo ime. Prej je delovala kot Loti. In ko sem jaz takrat v tistem podjetju delala in sprejemala telefonske klice z raznimi vprašanji, mi je ona šepetala odgovore. In jaz sem vedela, da bom enkrat imela hčerko, ampak ko se bo rodila, ne bo več moja sodelavka od zgoraj. Pač ne bom mi mogla več pomagati na način, kot mi je. Ja, ker dejansko ti šepeti so se prenehali, ker Ja. postala noseča. Tako. In tako na ta način smo to povezala vse skupaj. Bravo. In potem sem pač razmišljala, kako bom jaz Kako se to bo še zdaj kdaj naprej povezala, ja. delala, ne. Ker zdaj, jaz sem v nosečnosti dobila signal, da ta punčka, Dušica, noče priti na zemljo s to vlogo in noče priti na zemljo s tem imenom. In zato tudi moja hčerka nima dejansko zdaj nič več s tem, kar se je dogajalo prej, v drugem bitju, ko je bila, ampak ima zdaj popolnoma drugo ime in popolnoma drugo vlogo na zemlji. Ampak zdaj pa v bistvu imam jaz pomoč svojih bratov od zgoraj. Bravo. Zato sem rekla, da to je taka specifična zgodba. Pač marsikdo ne ve, kako lahko jaz sploh delam to, kar delam. Jaz sem spodbudil, da pove to zgodbo. In me je Enkrat zelo na glas. spodbudil, da povem. Čudovito. Se mi zdi to zelo pomembno. In prek tega v bistvu pomagam ljudem, ampak čisto iskreno, rada bi pomagala ljudem, ki res želijo delati na sebi. Ker v zadnjem času sem se malo umaknila, bolj z vidika, ker se je kar nekaj ljudi v bistvu javilo, ki so želeli hitre rešitve, instant rešitve. Tega pa jaz ne Poznaš. znam. In Verjetno verjamem, sam da poznaš, poznaš. Tako. Ja. Tega jaz ne znam, niti ne želim, niti nočem. Niti jih ni. Niti jih ni v prvi vrsti, ja. Bravo. Sem pa delam pa še vedno z enim čudovitim parom, ki pa dejansko gospod in gospa točno vesta, zakaj gre in kako delam in to pa zelo rada delam. Ampak žal pa ne morem pomagati tistim, ki želijo hitre rešitve, žal ne morem Ki v prvi vrsti pomagati. ne pomagajo sebi, ne? Ja. Žal ne morem pomagati tistim, ki iščejo čarobno palčko. Pomagam pa lahko tistim, ki si želijo delati na sebi, ki želijo spreminjati svoje življenje in delati korake. Sem z veseljem njihova usmeritev. Bravo. Poleg tega, da pač vsem ljudem, pač tem nasplošno, ki želijo iti v to smer, pomagam. Poleg tega pa res pomagam tudi staršem slepih in slabovidnih otrok. Zato, ker si želim, da bi bili starši opolnomočeni, ker želim si, da bi te starši imeli več, bom rekla, več poguma, da bi te starši v bistvu imeli več podpore, kot so jih imeli v preteklosti moji starši. Bravo. Kako te lahko ljudje najdejo, povej mi? Najdete me lahko na Facebooku kot Anja Pustak in pa tudi na elektronskem naslovu anja.pustak@gmail.com. Bravo. In se lahko vse dogovorimo. Čudovito. Damjan, daj še ti povej, tvoja kariera je zdaj pevska. Tako je. Tudi oba sta lahko v bistvu na različnih odrih, torej če bi kdo vaju želel povabiti, zelo priporočam. Vedno sta navdih, ko sta pri nas na odru in veliko solzic, dolgi aplavzi. Jaz nikoli ne dobim tako dolgih aplavzov, kot jih dobita vidva. In predvsem doskrat ljudje vidijo, če ona dva zmoreta, tudi jaz zmorem. Vsak zmore. Res je. Vsak Jaz zmore, velikokrat uporabim en stavek enega mojega znanca, ki me je v bistvu tudi v preteklosti spodbujal, in se vedno spomnim tega stavka, ko rečemo, vedno rada rečem potem, da to, kar želimo, tudi zmoremo. Bravo. Res je, ja. Ja, no, meni tudi uspeva zdaj v pevskem zboru, mešani pevski zbor Kud Koda. In smo celo zlati z odliko, kar je zelo visoko na republiškem tekmovanju. In se bomo zdaj pripravili tudi za našo pesem.
Čudovito. kar nismo niti planirali. Ne? Tako da Bravo. res neverjetno, pač kak pevsko, če se z nečim ukvarjaš, kar imaš rad, kak rezultati prihajajo in pridejo resno, neverjetno. In če verjameš in zaupaš, resno neverjetno. Koliko verjamete v novoletne zaobljube in kaj je recimo vajina novoletna zaobljuba? Bom iskrena, da v preteklosti sem se zelo posluževala novoletnim zaobljubam, ampak zdaj zadnji čas pa se malo prepuščam sami sebi, toku, telesu, ampak jaz mogoče zaobljubam, bolj rečem, želje in cilji. Tako da bom rekla, da moj cilj za leto, ki je pred nami, je, da izgubim kilograme. Na zdrav način? Na zdrav način, tako. Ja, Tako. bravo. Meni recimo sledi od hipnoze naprej že ta misel, dovoli si sanjati. Ne? To mislim, da me skozi spodbuja in da ne samo, da razmišljaš o nekih realnostih, ali mogoče stvareh ali karkoli, ampak da prav lahko posanjaš, da si lahko zaželiš še kaj res več. In tako ti večkrat rečeš, ne, da če si ogromno želiš in če dobiš nekaj od tega, je to ogromno, ne, je to veliko. Ne. Dobiš mogoče v tem smislu, dovoli si sanjati. Ampak sej to, ne, to sem še mislil dodati, da mogoče ne samo, da je pač vezano na novo leto in to, ne, to je se fajn spomniti čez celo leto, ne, kadarkoli, ne samo ta čas. Čeprav ta čas nas seveda spodbudi, da damo si neko zaobljubo, ne. Res je. Ponavadi Ampak je drži par fajn. tednov, ne, prvih par tednov, pol pa to malo pade, ne. Ja. Tako da se moramo Je fajn se vsake toliko Spodbujati. časa spomniti, tako. ne samo za novo leto, no. Recimo kaj takega. Bravo. Torej, mi pripravljamo eno delavnico, kjer bomo predstavili hipnozo. Je povsem brezplačna. Če koga zanima, povezava je mastermindacademia.com poševnica spoznaj hipnozo. Kaj priporočate ljudem, ki razmišljajo, da bi se naučili hipnoze? Mislim, meni je res spremenilo življenje. Mislim, to zdaj izgleda kot neki marketinški, ne, ampak meni je spremenilo življenje, no. So bile tudi moje že prej neke odločitve, recimo, ne, da bi rad nekaj, da hočem, moj pogum, da to naredim tudi, ne, ampak to je dalo neke temelje, mogoče lahko tako rečem, ne, neke nova znanja, kar nekaj brcvrit. Če lahko tako rečem. Tako da, ja, naj poslušajo, sigurno, naj se prijavijo. To je najmanj brezplačno. To je brezplačno, naj vsaj to poslušajo in če jim to vsaj malo sede, ali kako naj rečem. Mislim, to je sigurno, kar dobiš vrednost, dobiš 10-kratno nazaj. Evo, čisto tako, realno, resno. Če ti nekaj spremeni življenje, mislim, ne vem, da se za to pač ne bi odločil, no. Je kar na pozitivno, seveda, ne. Sej tako si rekel, ni vse z rožicami poslano, ni vse in ne. Je pot, je delo, ne, tudi. Ampak če dobiš neko tako znanje, temelje, nekaj, kar te spodbudi, nekaj, kar te potisne še malo naprej, je to, po mojem. Jaz absolutno Res. lahko rečem, da je vredno, da se prijavite tudi naprej, da predvsem prisluhnete temu brezplačnemu delu in da se pri tem prijavite naprej. Zakaj? Zato, ker je ta skupna energija, ta povezanost med udeleženci, med tabo, Aleksandar, in potem celo ekipo, tako blagodejna, podporna. To ni samo iti na delavnico in greš, ampak to potem postanemo prijatelji, to potem se družimo in navezujemo stike, res postanemo kot taka velika družina. Tukaj ni problem, če se pred kom razjočeš, če pač izraziš svojo ranljivost. Zato smo si med sabo tukaj, ne, da se podpremo. In glih ta podpora
podpora na tem svetu zelo manjka in tukaj dejansko dobimo to celostno podporo. In moja mama mi je že rekla, veš, Aleksandr, bom imel spet delavnico, bom poslušala, veš, ker najini družinski člani imajo tudi kar veliko teh zakoreninjenih prepričanj, tudi midva se še v kakšnem najdeva, ampak že to, da nam nekdo od najinih reče, veš kaj, ta delavnica, jaz bom poslušala, je to že to velik korak in velika zmaga. Se to ne, zmoreš že vse sam, ampak če imaš pa še tako podporo, pa je veliko lažje. Absolutno. Ne, ker ni to samo znanje hipnoze, ni samo to, pač celota, cel komplet, Pač res je vredno. Sošolci, sošolke, to sploh ne pričakuješ, kaj se to lahko vse razvije, Mislim, sošolka mi je dala prvi nastop, neverjetno, na njeni razstavi slik, sem zapel na mikrofon v živo, noro. To je. Pa to, potem pa razmišljamo, in kako pa bomo, tudi finančno recimo, pa so strahovi, ker verjamem, da pač v teh časih je tudi ta vidik težek. Kar je, definitivno je. Ampak tako kot sem jaz povedala svojo zgodbo, kako se je meni zgodilo v partnerstvu, kako nepričakovano pride oseba, tako bo tudi pri vas nepričakovano se zgodilo. Kolikor je želja tako močna in kolikor zaupate v to željo, da si res želite biti tam, se bo zgodila možnost, da boste tam. Čudovito. Kakšno vprašanje, ki vama nisem postavil morda? Pa bi bilo dobro, da bi vama postavil. Smo kar zajeli, Mislim, da si bil kar izčrpnja. Kar razmišljal. Ja, dajmo neko novoletno voščilo, tako da dobijo vsi, ki nas poslušajo, 3-kratno novoletno voščilo. Torej, kaj bi bilo vajno voščilo, želje, misli vsem, ki nas gledajo, poslušajo za začetek leta? Vse to, mislim, že ves čas tako sem včeraj razmišljal in sem dobil res taki navdih in to je to, da pač želim povedati, da zmoreš. Karkoli, zmoreš, zaupaj, zmoreš in to, jaz mislim, da je to današnja, ne verjeti, da ne zmoreš, to je, tudi če ti nekdo drug reče, to, pač, če boš temu verjel, bo tudi to resno, tako bom rekel, Jaz verjamem, da zmoreš, to je moja misel, osrednja. Jaz pa bi rekla, da vam vsem želiva predvsem tudi veliko notranjega miru, prijaznih pogovorov in trdnega zdravja. In kar je še najbolj pomembno, imejmo se radi in obilo ljubezni. Ljubezni, ja. Mislim, jaz skoraj nimam kaj dodati kot želje, da vsak uresniči svoj potencial, da živi skladno sam s sabo in naj bo to leto najlepše leto vašega življenja. Torej, želim vsem, ki nas spremljate, gledate in želim tudi vama oziroma celotni družinici, da bo to vaše najlepše leto do zdaj. Najlepša hvala tebi, Aleksandr, hvala za to priložnost. Obeta se. In jaz verjamem, da nas čaka ogromno prijetnih še trenutkov skupaj in druženj in z veseljem prideva zapet v kakršnikoli priložnosti. Ob tem povabilu pa res hvala za to priložnost, da sva lahko delila sebe, najino družino in najine zgodbe. In predvsem pa hvala, da si naša celostna podpora. Hvala. Hvala lepa za te lepe besede in še enkrat hvala za obisk. Hvala. Moje ime je Aleksandr Šinigoj in dobrodošli v mojem podcastu oziroma podcastu, kjer modeliramo strategije odličnosti. Hvaležen za vašo udeležbo, hvaležen za to, da nas spremljate. Odličnost je nekaj, kar se lahko naučite. Odličnost je posledica vaje, treninga, dela in več, ko boste to poslušali, vadili, razmišljali, več je verjetnost, da boste to implementirali v svoje življenje.
Sponzor tega podcasta oziroma podkasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo.